Kakšen je namen prireditve Mariborski robotski izziv? Namen je prikaz različnih disciplin iz mobilne robotike. Tukaj se predstavljajo učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti fakultet v gradnji, konstrukciji mini mobilnih robotov in potem se pomerijo v hitrostnih preizkušnjah. Imamo pač kar nekaj različnih disciplin. Koliko je nastopajočih? V študentski in dijaški kategoriji za naše najstarejše tekmovanje, to je vožnja po labirintu, je 27 ekip prijavljenih iz celotne Slovenije. Za ostala robotska tekmovanja za učence osnovnih šol je pa okrog 250 učencev iz celotne Slovenije, več kot 50 ekip. Ker tehnologija vedno znova napreduje, je nevarnost, da bodo roboti izpodrinili človeka? Te nevarnosti ni, so pa in postajajo roboti vedno bolj naši pomočniki v vsakdanjem življenju. Mi imamo tukaj tudi eno robotsko disciplino RoboCup reševanje. Kakšnega robota predstavljata? Ja, predstavljamo zdaj tekmovalnega robota, ki je namenjen tekmovanju skozi te labirinta, kot ste ga prej videli. Namen, mislim, kot cilj tekmovanja je doseči čim krajši čas. Prevožen v labirinti zdaj robot, kot vidite, zgleda tak. Ta recimo ima 4 senzorje, s katerimi se orientira skozi labirint. Za pogon uporablja modelarske motorje, pa za njegovo možgane dejansko služi mikrokrmilnik mali. Koliko časa ste potrebovala, da ga izdelata? Za ta robot sem porabil s programom pa vsem nekje 2 tedna. Kaj predstavlja tvoj robot? Ja, predstavlja sledilec, sledi črti, robot, ki naj bi, ne vem, ga sprogramiraš, potem pa se sledi črti. Kako dolgo si ga izdeloval? Izdeloval sem ga kakšen mesec ali pa 2. Ker robotika naj ne bi poznala meja, kakšni so tvoji načrti? Ne vem, zdajle gremo, junija gremo v Istanbul, v Turčijo, na svetovno prvenstvo v robotiki. Pripravljaš kakšnega posebnega robota za tja? Ne, nič.